Jaz bi za začetek vendarle za tiste, ki morda dr. Šoltesa ne poznate tako dobro, povedal par besed o njem. Diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, opravil tudi pravosodni izpit, kasneje doktoriral z področja javnih naročil na FDV, med drugim med številnimi funkcijami, ki jih je opravljal direktor urada za javna naročila, pa prvi slovenski informacijski pooblaščenec, nazadnje se ga večinoma še vsi odlično spomnimo kot predsednika Računskega sodišča Slovenije. Od leta 2014, se pravi še eno leto mandata, je pa z listo dr. Igorja Šoltesa sodeloval na volitvah v Evropski parlament in bil izvoljen za evropskega poslanca. Med drugim je tam tudi član odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, o čemer zadnje čase kar veliko slišimo, če ste morda preslišali šepetanje ali pa bolj potih ta govor, se lahko v kratkem o delovanju dr. Šoltesa veliko preberete verjetno v medijih, sicer pa avtor tudi številnih člankov in publikacij z področja javnih naročil, predavatelj na številnih seminarjih, kongresih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini. Ampak danes nismo tukaj toliko zaradi politike, ampak zaradi nekaj, kar sicer ni čisto nasprotje politike, kot bi nekateri mogoče radi verjeli, in morda bo o tem tudi kaj spregovorila v nadaljevanju. Tukaj smo zato, ker smo se zbrali glede vaše ljubezni do knjig in posebej do 4 knjig, ki ste jih izbrali in navedli pred tem pogovorom, pa mogoče za začetek vendarle kakšna beseda ali dve. To je del nekega projekta, ki se imenuje 60 knjig za poletje, oziroma videl sem tudi, da obstaja tudi za druge letne čase, sicer, ampak kaj je to, kakšen čigav projekt je to, kaj je neka, bi rekla, poanta tega projekta? Ja, poanta tega projekta je predvsem, da približamo literaturo ljudem, ki se pač vse prevečkrat v zadnjem, oziroma že kar nekaj letih, ne gibajo predvsem tem hitrih novicam na internetu, kar se mogoče stališča informirane in nič narobe, ampak ne bi pa želeli, da literatura nekako zgine iz knjižnih polic, pa predvsem tudi domov. Zlasti zato, ker literatura ima poleg ostalih že vsebinskih prednosti to prednost, da nekako krepi besedni zaklad in odkrivanje svetove, za katere se nam dozleba, da obstaja, pa nismo čisto prepričani, čeprav dan danes v življenju so časti, da so kakšni dogodki še bolj nepričakovani, da se lahko preberemo še nekaj drugih. Torej, če sem lahko za sekundo malo provokativen, ker smo ravno pri politiki, ampak zdi se, da mnogim vašim kolegom bi bilo tudi treba predstaviti prednosti branja, ne samo, bova rekla, navadnim občanom, državljanom. Ne, se mislim, da je to projekt, ki mora seči že v rano mladost, v osnovne šole, ki se nekako navadi brati že za rana, zlasti zato, ker se zdi, da če se to nekako ne priuči v mladosti, potem je težje, posebej še ob teh, ko se v novi tehnologiji razumeti, ima knjiga svojo vrednost in svoj čas, da ni samo kup papirja, stisne prvi zadnji stvar. Kako pa ste vi prišli razvili to ljubezen do branja? So bili starši tisti, ki so veliko brali, ste bili obkroženi s knjigami od mladosti, je bila, tudi to je zelo pogosto kriva, kakšna učiteljica slovenščine? Ne, učiteljica slovenščine najbolj kriva. Se pravi, druga smer je ta druga varianta. Ne, ampak res je, da takrat še ni bilo teh elektronskih, da teh internetnih bližnic, če tako rečem. In nekako, če si hotel še domišljijo, ali če si hotel prepričati od nekih stvarih, za katere si vedel, če mogoče so, pa niso, si mogoče najbolj lažje odgovoril knjiga. In tega so bili zelo popularni. Zgodovine tukaj se ga mogoče ne spomne. Nismo bili sicer zelo nadušeni že na začetku nad svojimi virom in zgodečni informati, ampak ti si zgodovinski postorovski. Živele je bilo na velikrat nasporedove, ker videl dlje v prihodnost, zaradi te tehnološke
tehnološkem vidiku je pa res, da je tudi odvisno ponavadi, kakšne knjižnice imaš doma. Če knjig veliko, potem še ne drugega. Že fizično analitične njih je mogoče zanima, kaj piše. Če pa skozi ta del si pa skozi leta pa ustvarjaš tudi različen odnos do vsebin, do literature, kaj je tisto, kar te bolj zanima, predvsem pa, da lahko nimaš časa, da če bereš knjigo, da imaš čas. Veliko se govori o tem, da recimo kako je v Sloveniji recimo bralna kultura precej nizka, kako naj bi v tujini glede tega cvetele rožice, ampak vi, ki imate izkušnjo Bruslja, recimo, se da primerjati recimo Bruselj, Ljubljano, ali je vendarle neka resnica v tem, da recimo v Bruslju vidiš več ljudi brati v javnih prevozih, zunaj, medtem ko v Ljubljani morda ta kultura res ni toliko razvita, ali je to neki mit, ki smo si ga ustvarili? To je mit, ne, in tudi legenda, zelo mit. Ampak zlasti zato, ker zdaj v javnih prevozih, na tih javnih mestih, kjer je združen tudi v parlamentu, večina bolj v svoj telefon. Redko, že dolgo nisem videl, dobro, na letalu sem pa ampak to je pa starejša generacija, še videl, da berejo svoje knjige. Ali pa te elektronske variante knjige. Medtem ko v teh tranzitnih sredstvih, prevoza je pa telefon tista točka, ki ubija socializacijo. Na vseh področjih, na avtobusi, če se ozreš naokrog, si lahko mirno gledaš vsakega posebej, ker nihče ne opazi, da gledaš, ker vsi gledajo. Mogo bi delati, sicer sigurno berel nekaj zelo pomembnega, tisti hip, ampak ni več pa tega žuborenja pogovorov. Zelo nenavadno je, če se dva pogovarjata glasnej, kot je zvok tipk na mobitelu. No, gotovo vsi berejo v kraljevski poroki, če že ne drugega. Zdaj pa mogoče, če... Odvisno kje. Ja. Zdaj pa mogoče, če greva v nekako drugi del tega pogovora, recimo, da je to bil en prijeten uvod v malo bolj natančno, malo bolj analitično razlago literature, če se neham hecati. Zdi se mi, da 4 knjige, ki ste jih zbrali, da so ena taka precej nenavadna kombinacija. Zdaj pa ne vem, a to pove nekaj o vas? A ste to radoveden bralec? Ali je pa tudi malo bilo tudi zvitost, in se pač... Špekulacija, tako in ste seveda zbrali nekaj, kar je čim bolj raznovrstno, da bi pač mogoče vendarle predstavili nek širši diapazon tega, kar pač berete. Mislim, da je tako, če rimbe ljubiš, pa na eno vabo ne gre, pa nekaj bo že prijeli. Tako nekak, ja. Ja, ampak to ne drži. Gre pa se zato, da so vse te knjige prebrali. In relativno kratkem času, preden sem vedel, da bom danes tukaj. Lahko bi zbral tudi še drugi. Ampak nekako se mi zdel ena kombinacija tega, kar je bolj lahkotno, pa nekaj, kar tudi ni tako zelo popularno, kar ni, da prvih stranih niso bestsellerji, pa nekaj, kar je klasičnega. Posebej še glede na to, da se v parlamentu zelo pokriva ta balkanski, ne vem, kako povem to, balkanski del, se mi je del takrat, ko sem se odločil to knjigo, o kateri bom govorila, prebral, se mi zdaj, čeprav smo brali že v gimnaziji, ampak sem vsem zdaj, ko en drug pogled dobiš skozi zdajšnjo perspektivo, vidiš, da nekatere stvari so popolnoma enake, 500 let, multikulturnih odnosih, tako da ni nič špekulativnega, ker je bil namen samo tako, nekako predstaviti tisto, kar se mi zdaj zanimivo, pa dosti pestro, zato da, če kdo gre na plažo, lahko med temi 4 knjigami, ki še zbere, odvisno vremena, odvisno depresije. Čemenske si mislim. Tako je. Pa če se mogoče že kar dotaknemo ene od knjig z najprej z uvodnim vprašanjem, preden razkrijeva, katera knjiga to je. Ja, dejva reči, nekaj o branju fototerapiji. Veliko slišimo o tem, kako branje zna človeka nekako mu ponudi včasih tudi odgovore na neka vprašanja, ki jih čuti kot izredno
pereča. To se mi zdi, da po eni strani, po drugi strani pa nekako verjamem, vse samo osebno, da je skoraj vsako branje terapija, če le mogoče na knjigo naletiš ob pravem času, po pravem trenutku, ravno na tisto, ki jo ravno takrat potrebuješ. Se vam to že kdaj zgodilo pri literaturi? Ali prav namensko, recimo, pa, da ne bom okolišil, če izbereva recimo Jorgeja Bukeja, jaz priznam, da ne vem, kako se to izgovori, sem iskal danes, pa nikjer našel pravega odgovora. Skratka, njegove knjige, ste jih namenoma iskali, ali je to neka knjiga, ki je v začetku pač prišla po nekem naključju do vas? Ne, prvega sem bral enkrat na Visu, kjer si se pravi pravo poletno branje, na plaži. Obiskujem, sem član viške knjižnice, Otoka Vis, Viča. In da sem si prvo njegovo knjigo sposobil, ne da bi vedel, kaj bom bral. Ampak za začel brati mi je izjemno pritegnila, s tistimi kratkimi zgodbami, v kateri pravzaprav nekako spoznavaš stvari, ampak razložiš si neke stvari, za katere si mislil, da so nerazložljive, ali pa polajšal kakšen pogled, ki sem mislil, da se strašno zapletete, to v resnici ni. Tisto, kar sem tudi bral ne kritiki, ampak o analizi teh njegovih knjig, ki nekaj napisal, je prosim to, da zgodbe otroke uspavajo, odrasli pa poživijo. In ravno zato, ker vsak se znajde v nekem življenjskem dobu, stiski ali kakorkoli že, kjer se mi zdi, da lahko tudi knjiga predstavlja nek terapevtski vidik, neko razlago ali pa neko tolažbo, če v določenih okoljih. In zaradi tega sem potem bolj začel iskati še naslednje, potem to je stalna rdeča nit med temi knjigami. Zelo zanimivo, ponuja zelo široko paleto razlogov ali pa značajskih prednosti pa slabosti homo sapiensa na številnih usodnih dogodkih, od odnosov med spoloma, med družbo, med razumevanjem nekih tovariških odnosov, vsega tistega, kar se nam dnevno dogaja, praktično. In včasih, ko se zdijo kakšne situacije popolnoma nerešljive, tam se gledaš nek recept, nek odgovor, ki pa je posledica neke stare modrosti, azijske, indijske, neke tradicionalne, starejših spoznanj, mnogo prej smo zakorakali ta naša stoletje. Pa se politik v vas kaj nauči iz takih knjig, to pomeni, da znate recimo boljše svojo politiko predstavljati kot neko zgodbo bralcem. Je politik malo tudi terapeuta za množice, za javnost? Ja, mislim, kakšen. Kakšen je kontračin. Da pa rabiš terapeuta. Ne, mislim, da to je predvsem moj osebni užitek, ni to, da bi. Je pa res, da če kakšna res zanimiva zgodbica, da potem rad tudi povem, nekakšno srečnjo, pa kakšne priložnosti, posebej še, če se mi zdi, da je treba opozoriti na kakšno lastnost neke družbe, nek tak prispevek k skupnemu dobru, ki sem imel takih zgodbi, so mi glede nekaj. Spomnim, da je bil nek kralj, ki je želel se pridobiti po dolgih letih vladanja in hotel preveriti naklonjenost pri svojih tlačanih, svojem prebivalstvu in je rekel, da pač v nek počastitev dolgega sobivanja bodo postavili en velik vrč na sredino grajskega dvorišča in da vsak od vaščanov zlije noč po 1 liter vina, ki ga bodo potem na kraljevi praznik ta sod odprli, oziroma ta vrč in potem naredili veliko rajni in peštno. In da bodo videli zdaj, kako ta mešana vina od vaščanov pripomorejo temu sožitju sicer različnih korakov, ampak istemu cilju. Potem je prišel ta dan praznovanja, vsi so se zbrali na trgu in dvorni
izkuševalec je pristopil v vrču, zajel in je kralj vprašal, kakšno je to vino? In je rekel, to ne vino, dragi kralj, to je voda. Ne, to je ta solidarnostni duh, ki je že prej to hočem reči, te zgodbice so včasih lahko zelo zanimive, ampak vsaka ima neko sporočilo. Je literatura, ki lahko zelo polepša. No, to je bil prvi predlog za vse tiste, ki iščete dobro literaturo za poletne dni. Kar sem hotel mogoče še pri Bukeju povedati, oziroma... Mogoče sem tudi vejo tisti, ki mogoče tako znajo, ten argentinski psihoanalitik oziroma psihiatr, ki se ukvarja z svojim pacientom oziroma svojim klientom, katerim razvija prijateljsko-terapevtski odnos, kjer se meša ta dva svetova in skuša razložiti in pojasniti stiske in strahove, ki jih nekdo ima, ali pa razumevanje svojih problemov, ki se potem skozi določen zgodbo to vidi. To ni imanentno samo posameznik, ampak je to nek problem, ki je bil že v preteklosti, sem si znal tudi razložiti skozi osebno zgodbo. Ampak v končni fazi to je na nek način, bi jaz rekel, povezan, vendar je tudi nekako s politiko. Tudi politik mora, dober politik mora, domnevam, da sicer to kot evropskem poslancem mislim, da niti ni toliko, da bi pač ljudje recimo hodili do vas in vam pač neke svoje osebne probleme recimo predstavljali, ampak dober politik mora zmeraj za osebnim problemom videti pač nek univerzalen problem oziroma razumeti problem enega človeka, kot mogoče širši problem, ker edino tle lahko politik v končni fazi pomaga. Čeprav moram reči, da tudi v prejšnji službi, v tej pa imamo kar nekaj, če temu lahko rečem, strank, ki pridejo kdaj tudi po terapijo. Sploh na računskem sodišču smo imeli tako imenovane, ko se tega reče, tisti, ki pridejo po polni luni. Pa ne može več lunatiki, ampak tisti pač, ki nekako čutijo potrebo, da ponovijo svoj problem večkrat. In jasno pa je, da nekatere te osebne zadrege je nemogoče rešiti na njih pričakovan način. Tukaj smo imeli dostakrat potem ta neka pričakovanja, se pa sprevržejo v neka druga čustva, ki niso vedno pozitivna, posebej še, če mislim, da nekateri lahko še ravno palčko rešijo vse probleme tega sveta. Tako da tudi verjetno ta politika, si tudi tle, te kot poslanci včasih čujemo z nekaterimi, ki imajo svoj pogled na svet, ampak to je pravzaprav dobro in to bogati tudi nas. Ker nekateri del so res fantastične, za ta vredne, tudi v smislu nekega razvoja družbe naprej, ampak ni pa še absolutno čas dozorel, ker gre za utopično, ampak tak, utopični realizem. No, pa mogoče pridva k naslednji knjigi še eno vprašanje, povezan malo bolj splošno z literaturo. Prej ste omenili, recimo, da Bukej vam je v roke prišel nekako na visu v knjižnici. Kako pa večinoma prihajate do knjig, ki jih vzamete v roke? A se prepuščate na kučo, greste v knjigarno, knjižnico in vas pač nekaj, karkoli pač je pritegne na knjigi, ali poslušate tudi kakšna priporočila, imate kakšnega bralca, kolega, prijatelja, ki vam pač svetuje, kaj brati in mu lahko zaupate, da bo to všeč tudi vam? Ti viri za dobro literaturo so neizčrpni. Po eni strani gosti, po drugi strani tudi priporočila, ideje kolegov doma in v tujini. Nekaj pa, rekel, tudi čisto gola ključe, pa ne ključno tisto, kar v določenem trenutku pride podrobno, ne posebno ciljano, pa namensko. Imate pa kdaj prešine, kaj bi bilo dobro prebrati, pa nisi imel časa še do zdaj, vse bi še povedati, ker je več časa za branje, več časa za to vrstno spustitev. Tako da
ni nekega ustaljenega recepta, če se odvisno od okoliščin. No, kako vam je recimo prišel v roke Friedrich Bachmann, njegov mož z imenom Ove, ki je, jaz bi rekel, da malo podoben Bouquetu po tem, da je na nek način optimističen, čeprav tako na nek bolj grenko, sladek, skandinavski, resen način, bova rekla, ampak pač po drugi strani je pa spet ena taka zgodba o človeku, ki nekako se spreobrne, ker je na začetku morda trmast, zoprn človek, ampak se izkaže, da ima veliko srce in znotraj tega je znova nekako v centru zgodbe, je zgodba, skratka, on pripoveduje zgodbo o svoji ženi in s tem nekako spreminja svet. Kako vam je prišla ta uroka? Ste namenoma morda iskali kaj smešnega? Vemo, da recimo, zdaj, če pogledamo po vseh teh 4 knjigah, ki ste jih zbrali, je ta recimo najbolj tako humorna, odprta, optimistična, mogoče kot politik tudi rabite, da je kaj takega humornega, da nekako preživite dan. To je resnost. Ne, ta knjiga mi je prišla pa tako, kot sem prej govoril o virih, ne. Jaz sem vsak teden na letališču na Brniku, ne. In tam je, ko stopite not, na desni strani je ena žepna knjiga. In tam je ena strašno fajn prodajalka, pač po tolikih letih pozna že polovico, 3/4 vseh zaposlenih na letališču. In se dosti pogovarjajo o tem, kaj priporoča, ne, pač. In imam ogromno knjig iz tega našega brniškega letališča in eno od teh, ne, je tudi Ove. Takrat je bila še nova na našem tržišču, pa sploh so bili Skandinavci na nek način všeč, ko so malo posebni. Ta Ove pravzaprav ni tak klasičen, vsi se da smišno, ampak ni tak na prvo žogo humor, ker Pasadena, ki ga bereš, ima veliko bolj tako na nek način izrazit ta humorni del, pa tega Johnsona, stoletnik izkočil skozi okno in pobegnil, ki je pravzaprav potem videl, da se nekateri se zelo ponavljajo, so zelo podobni v tem svojem domišljijskem, akcijskem delu, ne gre včasih so predeleč. Ta Norvežan je pa bolj zadržan, je pa tak skandinavski humor, ki je tako bolj hladen, ga pravzaprav čas malo grenak. Ampak pripoveduje pa res tako zanimivo zgodbo, ki se ti na začetku kar malo vleče, moramo reči, nekako ni zapleta, ni akcije, ni kakšne hude filozofije, vse se dogaja v nekem umirjenem, ustaljenem ritmu. Nekoga, ki ima vsako jutro isti ritual. S tem, da tudi mačka vedno malo nažene, da ljubiteljih živali. In tako, pravzaprav prikazuje lik soseda, ki si ga mogoče niti ne bi želeli imeti v soseščini, ker je na nek način slaba vest ne samih, ker opozarja na to, da se pač ne držimo reda, pa bi se mogli, če hočemo, da sosedska deluje. Je poln nekih uzanc, nekih pravil, ki jih uveljavlja vsak dan. Od narobe parkiranega kolesa do raznih drugih nečednosti v sami okolici, ampak nekako se v tem svojem redu vseeno odloči, da pa ima do življenja in se skuša samostojno posloviti na svoj način. Vedno mu kaj prepreči ta samomor, kogarkoli poskuša narediti. Zakaj? Zato, ker vedno potem da prednost drugim pred sabo. Potem pravzaprav se zgodi v njem tisto, kar nekako ne moreš pričakovati od tazih človekov sebi, da postane. Tak, zanimiv preplet nekih karakterjev, čustev, ki je lahko zelo zanimiv za tiste, ki imajo radi Skandinavce. Ni pa, kot pravim, neko prvo žogo, pa ker gre za zelo mladega avtorja, je 81-letnik, se prepriča, da ima še veliko prostora za nek, ne preboj, ampak mogoče še malo izpiljenje svoje tehnike. In prepričam, da sam sicer je delo vse živo v življenju, potem je gotovo, da zakaj bi delo druge stvari, če lahko sedim, piše in zasluša.
tako da se pa odločil. Je zanimiv opis karakterov. Edino, kar vidim, kar se mi zdi tveganje pri tovrstnih zelo hitrih izdajah, knjige ena za drugim, je, da sem začel se mogoče ponavljati. In da je že tako, kot če bi bral neko nadaljevanko in ni več na ta način tako privlačen, kot se zdi. Ja, gotovo ni več tako sveže. Ja. Kje pa vam je ta, recimo, ta zgodba bliže? A si predstavljate, da boste nekoč popolnoma razočarani nad politiko, zagrenjen starec, ki bo drugim težil, kako parkirajo? Ali vam je bliže kot idealistu, ki je prepričan, da se da vsakega nasprotnika, bova rekla, prepričati, priti do njega in ga nekako preobrniti to, da vidi vaš vidik? Ja, mogoče si mi dali ideja, mogoče bom pa misionar. Ker se ne veliče, da jim vhodil, da jim preobračil ljudi v pravo smer. Ne, pač to vsak posameznik ima svoje različnosti, meni se to parkiranje mogoče ne zdi tako ključen svojega življenja. Ampak je pa res, da ravno ta lik je mogoče nek anti-pot, tega ga je zanimivo prebrati, nek tak redoljub, ki ti gre na začetku morda zelo na živce, kar naenkrat postane zelo simpatičen in potem na koncu reče, pa se mogoče pa res nič narobe s tovrstnim načinom. Reče se mogoče pa je dobro imeti tazga soseda, predvsem zato, da dela tisti red, ki bi ga ti mogel, pa nimaš časa, da se ti ne da s tem. Ja, ampak ravno to je najbolj zanimiv, jaz rekel, vidik književnosti ne nazadnje. Kako se lahko človek pač prek nekem dobrega pisanja, dobre zgodbe, dobrega lika uživimo nekoga, ki mu ni niti malo blizu, ali mu je popolnoma drugače, lahko beremo roman o temnopolti ženski v 50-ih v Ameriki, kar je pa seveda popolnoma drugače od recimo najne izkušnje. In neke raziskave sodobne nevrološke kažejo, da ljudje, ki beremo, se pravi pravci, se veliko lažje uživimo recimo v to, kako je drugemu človeku, kako on nekaj doživlja. In to je nekaj, kar nam pomaga ne le v politiki, bi jaz rekel, ampak sploh v življenju, če se znamo uživeti v drugega, pa razumeti mogoče neko stvar z perspektive, ki je popolnoma drugačna. Ta empatija je vsekako dobrodošla. In mislim, da tudi res potrebujemo, če hočemo stati normalna, nedegenerirana družba. V tem smislu se mi zdi, da je to treba spodbujati pa zelo ohranjati. V literaturi je seveda to lažje kot v realnem življenju. To moramo priznati, ker literatura je brezmejna v risanju življenjskih situacij. Zato je mogoče ravno zato tak izziv spoznavati nekaj, kar ni, kot rečeno, ni klasika v smislu nekega heroja, ki rešuje neko situacijo, ampak gre tako od tega premica, ravno linearno, nima skokov, vzgor, ampak se okrog njega dogajajo skoki. On je vedno sredini in nekako gre svojo pot. Nič ga ne zmoti, razen dejstvo, da včasih mora dati tej svoji črti, oziroma se mora te črti umakniti, zato da pomaga nekomu drugemu, ne se, ker je sicer zelo moč, ker prisega na neke standarde in ne vstopa, je velik ljubitelj samo ene znamke, SAP, in pravzaprav celo življenje, te mine mara birokratov, A ste kdaj mogoče brali na tej literaturi na lik, ki vam je bil tako zelo zoprn, kako vam ni bil všeč, da ste morali knjigo recimo odložiti? Vrti, tako je. Ne, moram reči, da nisem še naletel na tako grozljiv ali odvraten ali pa nepregovljiv lik, da ja ne bi mogel postaviti v nek kontekst razlogov, argumentov, zakaj je ta. V smislu, zakaj se pojavil na tak način, si tu obstajali neka okoliščina, ki je pripravljala do tega, ali pa ki bo pomagala, da se iz tega razvije tista druga zgodba, ki je mogoče bistvo knjige. Kaj pa knjiga ste naleteli, mislim, ste poskušali kakšno knjigo že večkrat prebrati, pa vam zaenkrat še iz različnih razlogov ni uspelo?
obstaja kaj na bralnem seznamu, česar se bodo morda tudi letos poleti? Meni se dogaja, da imam kar nekaj knjig, ki so nekje na 4. pa na pol. Ampak tudi zaradi tega, ker zdaj imam, ker vsak teden potujem gor iz enega konca na drug, prvo vedno knjige samo nosim. Prej težko, tako da jih malo Ljubljane, recimo v Strasbourgu, Bruslu imam en svoj del, potem pa nekako pride na vrsto, recimo, ko vidim, da bi lahko zanimive. Zdaj nekako z velikim užikom sem začel, pa mi stoji, pa vem, da je moram prebrati do konca, ta Harari Homo sapiens, ki je zelo zanimiv, izjemno, ne vem, prosto, da je 150 strani, potem nekako, so me druge stvari zmotile, no, ampak moram spet. To je res ena taka stvar, ki vem, da ji dolgujem še pozorno do konca, ne, ampak mi zdaj začel spet. No, smo obstolili, kjer. Jaz so ti priporočil do to zbirko, ampak nisem priporočil. Najbrž je ravno to največje preferenstvo pač bralcev, da kakšne knjige ne moramo prebrati, ker ni časa, ker okoliščine se zarotijo. Veliko pogosteje je to, kot pa da nekaj, kar bi dejansko ne bi mogli prebrati, ker bi nas zgodba ne pritegla. No, edino mogoče je pa, če narrativna knjiga, ki ima recimo jezik takšen, da me moti, da ne morem brati, da je prazen. Ne čutim nič tazga, kar bi me privlekel, tudi to se že zgodi. Sem pač prenehal brati, ker ničemer bi ne pripričal. No, hvala Bogu ste pa bralec, ki sam odloča o svoji usodi, pa lahko knjigo odložite, kakorkoli želi. Zaenkrat še. To včasih urednikom ali pa kritikom ne gre to dobro. Zdaj mogoče tista centralna knjiga bo malo skočila v preteklost, preden se lotima najnovejše, najbolj sveže knjige, skratka Andrićev Most na Drini. Se mi zdi izredno zanimiv, za konec seveda pustila slovensko avtorico oziroma slovenski roman. Ivo Andrić je pa ena taka nenavadna zgodba, bi jaz rekel, o tem, pri kateri nisem najbolj prepričan in tudi literarna teorija ni najbolj prepričana, kaj je njena poanta, ali je to zgodba, ki pripoveduje o tem, kako je medkulturni dialog možen, kako je vendarle obstaja zgodovina neke države, obstaja zgodovina nekega mesta, kot še pazi nekega mostu, ki je gledal sobivanje različnih religij, različnih kultur, zahodne, vzhodne, različnih narodov, ali pa je vendarle to fabula ravno o tem, kako je ta medkulturni dialog že v začetku, kako živimo danes v prepričanju, da je včasih bilo več medkulturnega dialoga, pa so pravzaprav te napetosti zmeraj bile, sem mora priti nek dogodek, da jih razgali in da pridejo do tiste svoje surove podobe, kako bi človek temu rekel. To vendarle vi pogosto kot politik, kot mednarodni politik pogosto vidite, kako recimo se zna razgaliti neka politika in se pokaže kot čisti nacionalizem ali pa kot nekaj, kar je pravzaprav pač barva je nek svoj vrtiček, pa ni nujno, da je religija ali pa kakorkoli. Do tega pogosto pridete. Iz kakšnega vidika, kako ste vi to gledali to knjigo? Optimistično, pesimistično? Ne, sem bil kot kronologijo, nečesa, kar se dogaja. Ta knjiga je tako napisana, je bila posledica večjih knjig združena potem v eno. No, ne glede na to, da gre za Nobelovega nagrajenca, je treba reči, da knjiga res odlična. Zato, ker je izjemno globoka. To je žal včasih treba poudariti pri Nobelovih nagrajencih. Ja, v začetku se mi zdi, ko jo bereš, te niti tako zelo ne povleče v to Drino. Potem, ko jo bereš, ugotoviš, koliko enih resnic je not, koliko enih modrosti je zapisanih in koliko nečesa, kar se dogaja tudi danes. Da se je človeška narava ali pa njegov genom v resnici ni spremenil. Tudi v 500 letih, da še vedno imamo resne težave pri razumevanju drugačnosti, pri odpiranju družbe, pri sprejemanju te multikulturne identitete. Nekako na tem, to se pa zdaj vidi v Evropi, kako pravzaprav pademo na izpitu tega.
Kakšen odnos, kako se zapiramo, kako se krepi ena taka, vsaj v določen del Evrope, ta nestrpnost, ta pravzaprav nek nacionalizem, ki je zelo, zelo nevaren. In zato sem se tudi odločil prebrati to knjigo poleg tega, kar sem prej rekel, da nevarnost težav na Zahodnem Balkanu ni mimo, to moramo absolutno vedeti in vse, kar se tiče določenih sredin, lahko res zaradi malenkosti izbruhne težava, zlasti zato, ker se rane še daleč niso zaceljene, omenili, ko bo treba kar še nekaj generacij, da se ta razmerja umirijo. Jaz sem trenutno tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Kosovo, kar ni lahko, zlasti, ker se zdaj pač rešuje ta dialog Beograd-Priština, ki je izjemno pomemben tudi za stabilnost v regiji. Zlasti zato, ker nobena od teh sredin se ne bo približala evropskim integracijam preden, ne več s tovrstne probleme, da ne govorimo o Bosni in Hercegovini, ki je pa, se mi zdi, celo težja. Manj, oziroma težje vidim rešitev, kot vidim za kosovsko-srbski spor, vprašanje, ki zdaj si zopet, hvala Bogu, se odprla ta Priština Beograd dialog, kar je nujno tudi za rešitev teh obmejnih vprašanj. Ampak Bosna in Hercegovina je pa problem. V resnici, ker je sestavljen iz dveh entitet, kjer ima ta čisto različen pogled praktično na vse. Na rešitev, na skupne projekte, na mednarodno politiko. Eni so usmerjeni bolj na vzhod, eni so usmerjeni čisto na zahod in tu je ta spor, konflikt, ki teče. In skozi to knjigo, Andrića tudi vidite, kako je že ta del bil vedno podvržen mednarodnim interesom in apetitom. Kako ta most, ki nazrimo Čuprija, ki simbolizira po eni strani ta most med vzhodom in zahodom, med Evropo in Orientom, med Srbi pa muslimani, bosanci v tistem delu, in kako je most, ki povezuje dva, na videz popolnoma nekompatibilna svetova. En turški, ki je navajen enega sistema delovanja družbe, družine, sploh ustroja, tak poseben pač turški način, in po drugi strani ta, če bolj zahodni, ki ga potem manifestira Avstro-Ogrska, kako nek red ali pa neko razumevanje bolj urejene družbe, po njihovo seveda urejene, kako to je težko postaviti v neko skupnost brez posledično konfliktov, ki se pri tem absolutno zgodijo. In tukaj vse ima krasne prispodobe, da če si ujet vmes, če si ujet na nek način med tisto preteklostjo, pa še ne veš, kakšna je tvoja prihodnost, ki ga znaš definirati, si pravzaprav lahko predmet vseh in vsakogar, tudi v tem negativnem zlorabljenem smislu. Not je res par zelo udarnih in močnih sporočil, to se mi zelo vtisnilo v spomin, prvo je ta en del, ki se dogaja potem tik pred atentatom v Sarajevu, kjer se pogovarjata dva mladeniča, en je Srb, oziroma Bošnjak, ki je študiral, med Ljubljano študiral v Avstriji, se potem vrnil nazaj, poln revolucionarnih idej, poln o tem, zakaj smo vedno najboljše sinove tega moča dajali tujim vladarjem, če imamo svoje, zakaj ne bi si naredili svoje države, tem pred SHS-om. Potem nekako, takrat, ko so se začeli dogajati te ideje narodov tudi na tem področju, in po drugi strani fanta z močno tradicijo turških korenin, ki razlaga o tem, kako pravzaprav oba vidita Drino popolnoma različno.
da ta revolucionarni mladenič vidi samo površje, vidi samo to drino na površju, ki je včasih polna tistih drobnih valov pene, da se včasih malo dvigne tudi po plagi, ampak ne razume pa, to mu očita ta mož drugi, da je pa v resnici treba gledati vedno strugo. Kako potuje, kako se premika in pravzaprav struge ti ne moš premakniti. Za te ideje pridejo, grejo, edina razlika je, da potem v glavi nimaš več na ramenih, ki je vse, ampak od reke boš vedno šla svojo pot. Tisto modrosti se skrivajo ravno v tej strugi, da stvari ne gre spreminjati, ki se bodo nikoli spremeniti, bodo vedno tekle na svoj način, ne glede na to, da bodo mostovi stali pod opako. Simbolizira pa ta most po drugi strani potem tako večnost, pa zmago neke narave nad neumnostjo človeka, ki tam oskrbuje 500 let vsem viharjem in vsem poplavam, dokaj ga seveda ne prelomi na pol človeške neumnosti v smislu boja. Tako da, not je ogromno sporočil, ki si jih splača še enkrat vzeti v roke, mogoče se lažje razumemo potem tudi. Če sedanjost ne ponuja seveda rešitve, ker je ni, vse je tako lahke, kot se zdi na prvi pogled. Mislim, da bi, kar se tiče razumevanja Balkana, to knjigo morali prebrati tudi kakšni evropski voditelji. Ker se bi demokracije ne morate kar preprosto izvoziti povsod. Vse tako, kar mi razumemo. Je treba razumeti, da nekateri uporabljajo malo z ustrezno interpretacijo. In da ne moreš, če boš ti uvedel diktaturo demokracije s tem, da boš skušal na vsak način uvesti tako, kot jo ti doživljaš, pa živiš, ne more doživeti uspeha. To je ta mentalitetni preskok, ki ga morajo evropske institucije vedeti in razumeti, če želijo pomagati pri urejanju razmer na tem delu. No, zdaj, ko je knjiga, da se znamo, resnično upam, da je bo kdo več vzel po roke, če še niste bili na spletni strani projekta teh 60 knjig za poletje, boste tam lahko videli, jaz sem danes malo brskal po njem, da ti brskalnik tudi ponudi možnost, da ugotoviš, katere knjige so že v slovenščini oziroma v tvojem jeziku, tako da lahko najdeš med vsemi priporočili evropskih poslancev hitro knjige, ki jih lahko resnično vzameš v roke, tudi če ne znaš kakšnega drugega jezika. Sem pa hotel vprašati še tole, oziroma komentirati še tole. Prej ste omenili ravno tole, buljenje v telefone in vse to. Knjiga ima še eno zelo pomembno funkcijo, ravno recimo Most na Drini ima tako funkcijo, če tudi je pač izmišljena zgodba, če tudi je literatura, fikcija, pa vendarle prinaša neko spoznanje, včasih mogoče celo globlje spoznanje o preteklosti, kot pa neka suhoparna zgodovinska knjiga, polna dejstev. In mogoče se tudi to danes malo zgublja. Ljudje pač so navajeni na instant novice, instant naslove, samo preletijo na Facebooku, se sam niti ne klikne več na link, samo naslov, se prebere, pogleda fotografije. Ne pridejo pa do tega, da bi brali recimo zgodovinske romane, pa tudi ne pač zgodovinske knjige, ni treba, da je ravno roman, pa da je fikcija, kjer je vendarle neko poglobljeno, kot ste rekli, neko kompleksno razmišljanje o svetu. Hkrati pa se ustavlja v tem današnjem času se pojavlja neko ta ideja, da pač zaradi konstantno novih iPhone-ov in novih izumov, da pravzaprav preteklost sploh ni pomembna, da je samo sedanjost in bleščeča prihodnost z vedno novimi iPhone-i. Jaz mislim, da se bo zadeva vrnila počasno. Očitno človeštvo vsak tog časa potrebuje nove zgodbe. In če pogledamo zgodovino, je v resnici, če prevedemo history, je v resnici high story. Je visoka zgodba, ki so jo v določenem obdobju napisali na novo. Tudi so verjetno bodo čez čas, ne vem, čez 200, 300, 400, 500 let, spet malček, mogoče oblikovali, da bo spet zanimiva. Ampak dobro, zdaj mi živimo zdaj, smo zdaj rešili zgodovine za knjige prihodnosti. In zaradi tega se mi pa zdi pomembno, da to je pa ta izobraževalni proces, ki more na nek način, kolikor se da, vplivati na mlade, da spoznavajo to zgodovinsko okolje, v katero so. Zlasti
to zelo pomembno dejstvo je nujno zato, ker te izzivi, v katerih se nahajamo, oziroma se bomo nahajali, bodo vedno bolj zahtevni, tudi v smislu stika različnih svetov, ki se bodo zgodili, če hočemo ali nočemo. In ravno zato je dobro vedeti, da ne smemo nasedati na strah, ki je največji sovražnik in blokator razuma. In to mnogo lažje naredimo, če vemo, o čem govorimo. To pa se lahko spoznamo tudi, če preberemo knjigo, zlasti tudi v preteklosti, o razumevanju sobivanja različnih svetov. Ne vedno so pa na vsaki strani ekstremisti tukaj. Dejstvo, da več vemo, lažje smo nekako strpni in razumevajoči do drugačnosti. No, za konec sem prihranil knjigo slovenske avtorice, skratka Mojce Širok Pogodbo, ki se mi zdi izredno zanimivo ravno z tega. Po eni strani je to knjiga, ki nam pomaga malo razumevati mogoče sedanjost na en tak način, čeprav je kriminalka, ampak to ni, jaz rekel, taka klasična kriminalka, kjer bi mi pravzaprav ugibali, kdo je storilec, kdo je morilec, kaj se je zgodilo. Pravzaprav nekako že od začetka vemo, kaj je poanta. Žrtve, ki jih ubija mafija, skratka v glavni vlogi so mafija. Edino morda, česar ne vemo, se na začetku ne zavedamo, je ta prepletenost mafije v vsaki pori družbe, civilne družbe, in to je mogoče tisto spoznanje, ki je, ampak da je mogoče z drugega kota pogledati najprej. Se pravi, tudi berete seveda tudi slovenske avtore, tudi to je nenazadnje izredno pomembno, posebno recimo v luči, ne vem, Frankfurta 2020, ko bomo častna gostja literature, knjižnega sejma v Frankfurtu. Kar sem hotel vprašati, se vam zdi, da obstaja neka, veliko se pogovarjamo o tem, da je slovenska literatura mogoče malo bolj zaprta vase, pa da nima duhovitosti, podobne, kot ima recimo skandinavska literatura na nek način. A vi opažate recimo kot reden bralec, zdaj smo tudi slišali že, jaz upam, da se je to skozi pogovor videlo, kako iz rokava mečete vse te naslove, da skratka, da ste res pozoren bralec tudi v vašem razmišljanju v vseh teh knjigah. Se vam zdi, da je slovenska literatura morda drugačna, da se morda da med nami je nemogoče recimo, da bi se našel kak Nesbo, ki bi prodal knjige po celotni Evropi, ali so pač to neke druge zgodovinska naključja? Ne, mislim, da imamo odlične avtorje. Recimo, navdušil me je Tadej Golob z Jezerom, res je dobra kriminalka. Je pa res, da je prav zanimivo, če bereš, vsi od nas smo brali Agato, po mojem, če še kakšen zvezek, ki še nismo, si se bolj s časoma pozabiš, kaj si že prebral, ker zagreš, da so niti se spomniš, da si že bral. Ampak če se to dogaja tukaj, če prepoznaš kraje, če prepoznaš, ti si lažje tudi ustvarjaš na nek način, ali pa lažje, si ti še bolj napet, kako zadeva zgleda. Se prav, trepetov, kako bo Tadej izpeljal to zanko, kako bo pravzaprav izpeljal prikaz karakterjev, da ne bodo ušli, da ne bo kakšen klišej, da ne bo šlo v neko razdrobljenost ali pa neko širino, ki jo potem težko pripeljaš nazaj. Logika mora je zelo dobro izpeljal, da bo še nadaljeval to vrstnim pisanjem. Zdaj sem bil tudi zelo vesel, ko je Mojca Širok objavila to knjigo, ki je pa drugačna. Drugačna je tudi glede stila pisanja, glede pristopa in jasno, pač nekdo je bil vrsto časa novinar, nekdo je bil plezalec, skratka vsak en svoj profil, ki vpliva na, hvala Bogu, tudi na pisateljski izraz, ampak pri Mojco Širok sem recimo začel brati nemudoma po angliško. Kar je izziv. Ampak ne na koncu, ampak že zelo hitro sem padel v fabulo, v zgodbo. Ampak to pa zlasti zato, ker je zelo zanimiva,
ker je na nek način ena mešanica fikcije pa realnega. Ne, tistega, kar se je res dogajalo v Italiji, od bojev, tožilcev, ko so polovico avtoceste pograli v zrak. Da bo umor dokončno uspel, tisto, kar smo videli že v Botu, tisto, kar smo videli že v drugih filmih o italijanski mafiji, je tukaj pač pokazano na nek tak, lahko rečem drugačen način, ampak ta prepletenost je pa zelo podobna. Zraven imate mafijo, imate cerkev, imate oblastnike in včasih smo odvisno, kdo zdaj in vse politiko, kdo zdaj vodi to kolo in na koncu vidite, da pač vse to se to ni. Ampak doskrat se jih hoče še enkrat pripričati, če si prav razumel, da to pač refleksija zgolj interesov, ki so bodi kapitalski, večinoma, ali kakšni drugi, ampak tisti, ki so postavljeni v vlogi nekih nosilcev oblasti, v resnici imajo refleksijo tistih, ki so jih postavili na ta posamezna mesta. Tako da moram reči, me zelo veseli, ker je ena obljuba po izdaji te knjige, da bi pisala podobno knjigo o Sloveniji. In v razmerah tukaj. Ni nujno, da se grozno razlikuje, ampak da trdim ničesar. Res pa, ne vem, če se kdaj poslušali, pa zelo priporočljivo, ona je imela en dober intervju, to pa že kar nazaj pomaga 6-7 let, z Savijanjem, avtorjem knjige Govora, o tem, tem fatvi, o tem skrivljanju pred maščevanjem. Je bilo zelo zanimivo, kako govorili o Sloveniji. Je bilo rečeno, kako pravzaprav, mi sicer se imamo mafije, ampak da bi italijanski mafiozoti se odlično počutijo v Sloveniji. In da je pravzaprav res čudovita država, ki jih noben preganja, noben jih ne sil, da se nekaj identificirajo in tako naprej. In kot kraj zanimivo je omenil Lipico, da zelo radi hodijo tja, da so tako. Še pa vredno terapija s konjem. Tukaj nikom se ga reklemo tako mislimo. Tako da se mi zdi, da v takih knjigah lahko marsikaj razkriješ, kar bi kakšni drugi organi morali pa ne. In predvsem pa ta preplet interesov, ki kaže na to, da odvisno v katerem klubu si. Če si del kluba, greš lahko, če nisi del kluba, si avto. Dobro, prosim, kako neki sistemi delujejo, ki, kot sem prej rekel, za drino, za tisto strugo, nekatere stvari grejo svoj tok, ti lahko malo po površju narediš valove, razpršiš pene naokrog, ampak druga boš vedno tekla svoj del. Vem, v tišni prejšnji službi smo velikrat mislili, kaj vse lahko storimo, ampak včasih smo se res počutili tako, če si predstavljate, ker razbijajo oblake proti toči. Potem se za hip z onimi raketami pokaže modro nebo, potem pride novi oblak in nova toča. Vse lahko vse narediš, rekel od tega svojo pot, svojo strugo in v tem delu je dober, so to vrstne knjige dobrodošle, da malo oplemenitijo tudi naše notranje počutke v tem, da rečemo, no, evo pa sej se ve, sej se vidi in čez ravno še taka zanimiva zgodba, kjer se tkejo še različne usode, različni odnosi, da to še posebej čak. Je dobro, da se naši avtori začeli lotevati tudi tega žanra, ki ni lahko. Ja, tudi Mojca Šilok je med drugim recimo o mafiji omenjala eno tako zanimivo neko pogovor, kjer sva se pogovarjala, je govorila tudi o tem, da recimo, kako si mi predstavljamo morda mafijo, pa tudi njena knjiga se morda še obrača nazaj. Pravzaprav, kadar so trupla, to pomeni, da neke mafije ne deluje, kadar mora poseči
po skrajnih sredstvih potem nekaj mafijskih dogovora ni bilo. Tako je, nekje je nekaj zaštekalo, pogodba, nekaj se je izgubila ali pa prekršila, kajti mafija seveda ljubi mir, ne? Mafija seveda ve, da je ne bo nihče preganjal, kadar trupel ni, ali pa vsaj ne bo tako očitna, da bi javno začela opozarjati na to, ker smo mogoče s to temo nekako na pol zasebno odprla, pa bi vendarle z njo morda tudi zaključila. Meni se zdi danes, da pravzaprav je zelo težko potipati, tako kot je Mojca rekla, kaj pravzaprav mafija danes je. Mafija vendarle večino svojih poslov, teh gangsterskih zglušk, ki si jih mi predstavljamo, seveda imajo danes legalne posle. So recimo, če recikliramo, je mafija pač zelo pogosto na teh odpadih, skratka se bavi z smetmi in podobno. Vse smo videli to krizo, ki je imel Neapelj, tako s smetmi. Ampak podobno zadnje so na podobne načine nekako delujejo velike korporacije, mednarodne korporacije, pogovarjale so se o tem, velikokrat se potrošnik tudi zdi, da se bojuje z mlini na veter, da nekako ne pride do pravega odgovora ali pa do prave rešitve, ker pravzaprav te megakorporacije imajo, ne samo da imajo seveda odvetnike in velike milijone, ampak so pravzaprav že države v malem in država pravzaprav izredno težko se sopada, ravno v tem, ko smo govorili, recimo, da zdaj imamo izdelke, ki jih mi kupujemo tukaj, so nekaj popolnoma drugega kot izdelki, ki jih kupujejo v Nemčiji, čeprav imajo isto ime, tudi cena je morda podobna. Kako se pravzaprav boriti proti temu, kako spostaviti nek demokratičen nadzor nad mafijo, kaj pravzaprav lahko naredimo? En sam človek ne more nič, ampak kako lahko sistem, če je pa mafija v sistemu, če je mafija del sistema? To je retorično, ne? Ja, seveda, gotovo ne pričakujem, da bova danes rešila to vprašanje. Ne, mislim, sem zdaj iluzorno pričakovati, da se to lahko reši na tak način, da neka tradicija, nek način delovanja zgine. Ne bo tisto, kar se mi zdi, je nujno potrebno, da se ne dovoli prevelika koncentracija moči. Na številnih področjih, kar se zdaj dogaja, kar mogoče se ne vidi, ampak se dogaja tudi na evropskem nivoju. Se dogaja, da se zelo koncentrirajo krogi na različnih področjih. Recimo pri trgovini, res imate 4 korporacije, velike trgovinske, 5, pa še ne povezane s 4, ki kontrolirajo 75% trgovine. Pa imamo svoje podimena. In problem je, ker potem tisti dobavljalci njim postanejo popolnoma odvisni od njih, ker so edini, ki lahko do potrošnika prinesejo določen proizvod. In tukaj v tem umestnem, ali pa v tem verigi, je potem tisto, kar nam nudi kvalitetno življenje skozi hrano. Zdaj, kaj je not, kako se proizvaja, na kakšen način, ker na oni strani imate potem pa sisteme, kjer se pa zopet koncentrirajo veliki na področju pridelovanja hrane, ne tako pridelovalci, tisti, ki proizvajajo določene strupe za uporabo v kmetijstvu, zato da je bujnejša proizvodnja, recimo, ko se že pri mafiji, Italijani so bili znani, že v tisti knjigi, Savijanja so grozljivi odlomki, kaj se dela z hrano, da so pravzaprav vozili odpadke iz Evrope, ki so bili tudi radioaktivni, v Italiji so jo zakopali, zasuli nazaj, zasadili sadna drevja, tudi pšenico in zato dobili evropske sredstva na področju kmetijstva, kohezije. Ampak tista pšenica je bila s kadmijem grozno obremenjena, je bila praktično strupena. Ampak ta hrana je pravzaprav poleg smeti pa vode eden od ključnih koncentracij moči v prihodnosti. Zato se mi zdi dobro, to je že druga tema, kaj mora storiti na Slovenija, da se to, mislim, da je čim bolj samozadostno, če se veda. Ampak to so področja, ki jih je od nekdaj prej razumela mafija kot država, dokler ni samo država postala mafija ali pa mafija država. Ko se enkrat preplete do te točke, da ni mogoče več kasijamski, več razbit brez propada obeh in potem zgraditi nekaj drugega,
do takrat je treba predvsem delati na tem, da se ne dovoli prevelika koncentracija, ne pa tukaj, da ste rekli, ne. Vse mafija, če je zadovoljna, da ne, če je preveč, ne. Ampak tako, da hkrati še potrošniki niso prizadeti, ne, da imajo svoja pravna sredstva, da zaščitijo svoj interes in da država normalno deluje, ne, ta simbioza samo potem pravzaprav tudi mafija vraniš, ne. Potem skratka priješ do enega konflikta teh svetov, tako da ta odnos, ne, pa ta preplitenost ni stvar, ki bi lahko rekel, ne, to bomo izkorenili, to bomo dali. Lahko govorimo o ničem stopni korupcije, lahko govorimo o politiki čistih rok, ne, to je prijekaj, tudi govorimo, ki niso politeni, ne, in to so, to ne bo rešila posamezna država, ne, to je, ta zadeva se je razširila že na več nivojev, tako da posebej še s to digitalizacijo pa s temi novimi pristopi, ne, pa sublimacijo trgovcev se ti pa zgodi, da ti že oblikujejo tako močno voljo preko vseh teh stvari, da niti ne potrebujejo svoje zunanje manifestacije, ne, ker je pravzaprav vcepijo vase, ne, skozi vsebine, ki jih domnevno ti sami izbiraš. In tako pravzaprav obvladujejo in oblikujejo tvojo voljo, ta zunanja manifestacija se počasi oblikujejo. Posameznikov ali predstavnikov na nekih vodilnih položajih, to kar tako je za široko. Opisuje, imaš nekega senatorja, ki je star 80 let, ampak nikoli ni bil nikjer v vedno senator, ampak ni bil nikoli ne predsednik vlade, ne parlamenta, ne države, ampak najbolj vplivni, ki vedno vsakega spomne od glavnih voditeljev, če se spomne, kdo jih je postavil, takrat, da je rad določeno uslugo, ampak ne želi vedeti določena informacija. Tako ne, ta sistem zaenkrat govorim zgolj v Italiji, ne nekako asociaciji in pomotni, da so drugo sosedno državo. Res pa je, da če se meje blizu, da je lahko 5 plus, pa zmoč sosede. No, morda, da danes bilo je živo, to ne bo o tem. Če je slučajno kakšno vprašanje, bi najprej poprašal publiko, če se je komu še kaj pogodilo, mogoče o teh 4 knjigah, mogoče o kakšni drugi. Če ne bi, jaz morda izkoristil doktorja Šonde, se pač vprašal, glede na to, da je bil Ivo Andrić po poklicu diplomatski uradnik pač Kraljevine Jugoslavije, da ste vi politika, ste imeli sami kadarkoli kakšno željo potem, da bi morda kdaj med sestanki ali pa po sestanki pozno zvečer kaj napisali, kaj izdali, kakšno kriminalko, recimo o mafiji v prehranski industriji. Jaz mislim, da kjer se zdaj se nabere veliko čtiva. Zlasti, ko smo spremljali te čezatlantske sporazume, da je imel Maceto, kako se to vodilo zelo spredno, kako je to stiskalo ta obroč, kako deluje ta industrija, kako deluje ta korporativni nagon, kako država dejansko velikokrat citira Čomskega, da je politika senca, ki jo kapital meče na ljudstvo. In dejansko to vidiš v vsakem koraku. Tudi v teh stvarih vidiš kako se stvari lepo zlagajo kot neke puzle, samo moraš edino, kar je zelo dobro, da malo del pogledaš, zaradi tega, da vidiš usporedno, ko se sprejemajo določeni, ali pa so na mizi določeni predpisi, ali predlogi, ali direktiv, ali pravnih aktov, vidiš, kako usporedno tečejo plani A, B, C, D. In potem vidiš, če ene gre dobro, sprožijo drugega, sprožijo tretje. Vse nekako gre v eno tako absolutno liberalizacijo trga, kjer jači tlači, zelo preprosto, kjer ni varovalnih mehanizmov, kjer ni inštitucij, tudi na evropski ravni, ki bi ščitila šibkejše stranke, kjer prihajajo nove oblike, usporedno s tem digitalizacije, ki ustvarjajo čisto eno drugo paradigmo tudi na delovno-pravnem področju. In klasičnega delovno-pravnega razmerja bo vedno manj. In posebej še mladi, ki so pač
vedno bolj obsojeni na to prekernost. Bo to absolutno pravilo, da boš bolj redko videl koga deljanja. Tisto, kar je pa problem, kot netipično obliko dela, se bo zdaj pojavila pa ta digitalna platforma, ki bo več ne govorijo o delu, ampak govorijo o storitvah. To pa čisto vrne. Koncept, na katerega pa nismo pripravljeni. Ni pripravljena ne zdravstvena, ne socialna, ne pokojninska blagajna. In to sesuje proračun države v parih let, mislim, države Evrope, ni nobenih prilivov več, ker to zapravo ni delodajalcev, ki bi morali, ki bi obremenjevali ta plačni del. Sliši se fajn, Jaz sem se pogovarjal z Uber predstavnikom, ki pokriva Anglijo in Belgijo, je bil v parlamentu, zelo pragmatično je razložil, gledajte, kaj lepšega, mladi, ki imajo avto, ko želijo delati, pridejo k nam, zaslužijo 12 funtov na dan, vozijo okrog, se jutri zbudi, dela 3-4 ure, gre ima spat, žura, potem spet ima gost, ni to lepo, že, ampak kaj pa, če si mnogo zvija, pa zlom, ja, to je njegov problem. Ta socialna varnost, ta solidarnost, to prizmo, ki se zdaj pogovarjamo, boš zginila. In to je ta cilj, če zdaj pogledaš, kako bo narediti, vedno bolj odvisne, vedno bolj na drugačen imenom, kar nekaj vrste lasniške odnose, ne zaslužene lasniške, ampak nekaj zelo odvisne odnose vzpostavljajo, od hrane, od dela, od tega sociale. Zdaj pravzaprav so mnogi potisnjeni zelo eno pomembno zalgo, ki se pa reflektira v eni zelo slabi napovedi, to pa je, da imamo zelo nizko nataliteto. Postajamo vedno starejša družba. In gerontološko za Evropo bo to zelo velik problem v primerjavi z drugimi izven Evrope, ki nimajo ali imajo druge vrste problemi. Ampak mi bomo postali odporni, to je problem, ampak mladi si ne morajo stvarne družine več. Prvič, ne morajo si zagotoviti bivanja, ne morajo si zagotoviti predvidljive prihodnosti, socialno izjemno negotovo razmerje, kreditih se ne govorim. In to so stvari, ki pač bremzajo družbo. In če vključiš zraven še ta prehranski del, vsem tem, kar pojemo, res gremo en tak zelo tvegan projekt. Tukaj se mi zdi, da moramo, zdaj pa govorim iz globalizacije na mikroraven, Slovenija smo prednosti več, ampak še pomembno del rešila, vsaj teh esencialnih bistvenih stvari, ker računa, da to, da bo planet rešil skupaj, ne bo različno s kakšnega sociopata in sinergijski učinek ne postopijo. No, tako, končali bomo na bolj pesimistično noto, ali pa vendar je optimistično z nekim upanjem, da če vse detektiramo probleme, da bi jih vsaj lahko tako rešili. Mislim, da se dr. Šoltes na ta način tudi malo izognil vprašanja, ali bo kdaj kaj pisal v življenju. Še povedal. Prosim? Ja, morda že karkoli nastaja, bomo gotovo zvedeli v prihodnosti. Jaz bi se vam na tej točki zahvalil, da ste prišli na ta lep dan poslušati Utrubarjevo hišo literature. Jaz verjamem, da je bilo izredno zanimivo, tudi sam sem o dr. Šoltesu zvedel marsikaj, česar prej nisem vedel, pa mu sledim na Twitterju. Tako da najlepša hvala, da ste prišli, dr. Šoltes, hvala, da ste bili moj sogovornik danes. Upam, da sva vas nagovorila k temu, da kakšno od 4 knjig, o katerih sva podrobneje govorila, vzamete v roke. Če pa ne vse teh 4 knjig, pa mogoče katero drugo in še enkrat vabim tudi, da pogooglate projekt 60 Books for the Summer, tako sem jaz našel na Googlu, in da tam pogledate, kaj vam predlaga tudi drugi evropski poslanci. Če pa imate kakšnega najboljšega kolega, kot smo slišali, kakšno prodajalko na letališču, se pa zanesete na njo. Če se ne brnik, tako, ja, pa pejte vprašati, pa vzemite kaj v roke in se vidimo morda poleti na plaži s kakšno knjigo v roke. Lepše hvala.